Pozdravljeni. So bile odločitve komisarjev na veliki nagradi Sao Paula pravilne in pravočasne? Ali smo videli tudi kaj neustreznega, kar bi znalo imeti negativne posledice tudi v prihodnosti? Odločitve komisarjev v svetu Formule 1 so pogostokrat tarča kritik. In lahko bi rekli, da kritiziranje teh odločitev je pravzaprav del samega športa. Obstaja določen tabor navijačev, ki se ne strinja z odločitvijo, še posebej, če je ta uperjena proti njihovem favoritu. In to je nekako logično. Ampak pričakujemo lahko, da so odločitve komisarjev vezane na pravilnik in kazni ustrezne. Čeprav Formula 1 je šport, kjer se pravila morajo ukrivljati, tako na tehničnem kot tudi na športnem področju. Pogledali si bomo dogodke iz velike nagrade Sao Paula in skušali razumeti, zakaj pravzaprav komisarji niso posegli v dve epizodi. In razumeti moramo naslednje. Vkolikor se vozniku dovoli določeno obnašanje, to ne pomeni, da naslednjič tega ne bo ponovil. In vkolikor se nekomu pusti malce več kot ostalim, lahko to pripelje sčasoma do situacije, ki bo, če ne drugega, nevarna. Tokrat na veliki nagradi Sao Paula smo videli dve epizodi, ki sta na meji spornosti. Prvič smo videli tisti prvi poizkus Lewisa Hamiltona pri prehitevanju Maxa Verstappena. In videli smo, da sta oba zapeljala izven proge na izletno cono, ker je Max v svojem poizkusu branjenja pozicije dobesedno prepozno zaviral. Slišali smo tudi radijsko zvezo med Lewisom Hamiltonom in njegovim komandnim zidom, ko so mu sporočili, da bo tu verjetno preiskava, da je Max presegel tiste meje dovoljenega, ki jih določa pravilnik Formule 1. Videli smo tudi na ekranu, da so komisarji zapazili incident. Čez nekaj krogov smo videli napis, da ne bodo nadaljevali z nobeno preiskavo. In do tu nič kaj takega in nič spornega. Danes, dan po veliki nagradi, smo lahko v raznih medijih prebrali, da komisarji sploh niso imeli na razpolago vseh posnetkov, katerih bi lahko določili. Imeli so samo zorni kot z kamere Maxa Verstappena, ki je bila usmerjena nazaj. Iz tistega zornega kota res ni bilo nič spornega. Vkolikor bi začeli preiskavo, bi lahko zahtevali vse posnetke. In v vsakem primeru, če bi ugotovili, da je bilo vse v najlepšem redu, bi pač rekli, dirkaški incident in pojdimo naprej. A mnogokrat slišimo v Formuli 1 tisto znano frazo: pustite jih dirkati. Sedaj se lahko vprašamo, zakaj pa imamo pravila, če jih ne smemo upoštevati v primeru, ko nam to ni všeč. K temu se bomo še vrnili. Namreč, če je tisti prvi incident mejen in lahko rečemo, da je bilo vse znotraj določenih okvirov pravil, je bil drugi incident mnogo hujši. Verstappen
je dobesedno nihal po ravnini levo-desno, da je branil svoj položaj. In vsakemu, ki se malo spozna na svet Formule 1, je jasno pravilo ene spremembe smeri pri branjenju pozicije. To pravilo je zapisano v kodeksu FIA in to pomeni, da je pravilo, ki je vse splošno znano in se uporablja v vseh kategorijah motošportov pod okriljem Mednarodne avtomobilistične zveze. Torej, ne gre za neko obskurno, neznano in lokalno pravilo. A vseeno, tega komisarji niso opazili. Michael Masi je pomahal Maxu Verstappenu s tisto njegovo znano črno-belo zastavo. In sedaj je treba razrešiti, kaj ta zastava je. V uporabi je bila že bistveno pred tem, ko jo je ponovno začel uporabljati Masi in signalizira nešportno vedenje. V določenih primerih ima logiko, namreč znano je, da na določenih progah so ovinki, kjer ukolikor voznik trikrat prestopi tisto črto, Michael Masi da zadnje opozorilo. Glej, četrtič te prijavim. In zato se uporablja ta zastava. Namreč je nek zadnji opomin pred tisto preiskavo. In tu je treba razložiti, da ne direktor dirke ali tehnični delegat ne dasta kazni ekipam, voznikom oziroma komurkoli. To lahko opravi samo četverica komisarjev. Da se bomo bolje razumeli. Prav na veliki nagradi Sao Paula je bil Mercedes Lewisa Hamiltona izven tistega, kar določa tehnični pravilnik. Ni bil skladen. In to je ugotovil tehnični delegat Joe Bauer. Ampak Joe Bauer ni diskvalificiral nikogar. On je samo javil komisarjem, da bolid Lewisa Hamiltona ni skladen. Komisarji potem naj odločajo naprej, kako in kaj. In podobno je bilo tu. Max Verstappen nihal v progi je čez nekaj krogov dobil opozorilo Michaela Masija, ki je bilo prepozno in brez pravega učinka. Namreč to opozorilo na naslednji dirki ne velja več in Max bo lahko počel isto. Je bilo to nešportno vedenje ali je bila očitna kršitev športnega kodeksa FIA? Tisti, ki smo videli malce več dirk, smo se morda spomnili, da mnogi drugi vozniki so bili takoj pod preiskavo. Tokrat incidenta komisarji niso niti zapazili. In sedaj, kaj lahko pričakujemo v prihodnosti? Prvič, da se bodo lahko tudi vozniki, kot so na primer Nikita Mazepin, Yuki Tsunoda ali kdorkoli drugi, zagovarjali s tem, da saj so Maxu Verstappenu pri takem manevru najprej pokazali črno-belo zastavo. In drugič, in Max se bo lahko izgovarjal na to epizodo. Namreč na naslednji dirki bo lahko ponovil tisto nihanje, ko bo branil svoj položaj in čakal črno-belo zastavo. Kolikor bo drugič na isti dirki to ponovil, bo seveda sledila preiskava. V tem primeru, kolikor komisarji niso videli tega incidenta, imel po mojem osebnem mnenju Masi dve varianti. Ali se narediti slepega tako kot komisarji, ali brez opozorila prijaviti kršitev kodeksa. Ta vmesna rešitev je tako sterilna kot podobna rešitev, ki smo jo videli v sezoni 2019 na veliki nagradi Italija.
ko je Charles Leclerc izrinil zopet Lewisa Hamiltona izven proge. In takrat je Maši zopet uporabljal ta element. Ampak, kolikor je v tistem primeru Charles Leclerc kršil pravilnik, tak opomin ni ustrezen. Kolikor v tistem primeru Charles Leclerc ni kršil pravilnika in je bilo vse znotraj mej, tak opomin je zopet neustrezen. Torej, imamo pred seboj nek element, ki sploh nima nobenega pomena v Formuli 1. In tu pri Maxu Verstappenu njegovo nihanje levo in desno je bilo vse prej kot znotraj tistega, kar smo navajeni v Formuli 1. In sam razumem njegov sarkastičen odgovor. Namreč, ko so mu povedali, da je dobil opomin, je lahko samo rekel, pa kaj. Logično, tisti opomin je bil totalno brez učinka, kajti v tistem trenutku je bil Lewis Hamilton že daleč pred njim in Max seveda tega ne bi ponovil, kajti nikogar ni imel dovolj blizu. A vprašanje je, kaj bi se zgodilo, ukolikor Lewis Hamilton ne bi prehitel Maxa Verstappena in bi Max nadaljeval s tem nekonvencionalnim načinom branjenja svojega mesta. Bi reagirali ali ne? Vprašanje, ki menim, da je umestno in ne bi rad videl v prihodnosti podobnega obnašanja, kajti kolikor bi se kaj takega zgodilo, bi lahko marsikdo izmed nas rekel, da si pri mednarodni zvezi želijo, da bi postal na koncu prvak nekdo drug. In to bi bilo v nasprotju z načeli in v nasprotju s tistim poslanstvom, ki ga imajo v Formuli 1. Namreč to, da se favorizira enega v primerjavi z vsemi drugimi ostalimi, je nekaj, kar ne sodi v nobeno kategorijo športa. Tega se mnogi ne zavedajo. Za danes, za ta incident, ki upam, da se ne bo ponovil, je to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.